Danes je z mano Primož. In z Nejcem bova govorila o Google AdWords, iskalnem, prikaznem in video oglaševanju. Živjo, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Tokrat na sporedu 59. oddaja in z mano je zaposleni oziroma sodelavec Primož Duh, s katerim bova danes govorila o razlikah med Google AdWords iskalnim, display in video oglaševanjem. Če nisi gledal prejšnje oddaje in sicer z Zoranom sva odgovarjala na najpogostejša vprašanja o GDPR-ju, si jo lahko ogledaš, tako da greš na našo spletno stran pointout.si/weekly58 in si ogledaš video ali pa prebereš članek. Zdaj mogoče še ta zadeva, danes smo tudi s to oddajo live na Instagramu. To oddajo, kot pa veš, lahko spremljaš tudi kot podcast na vseh agregatorjih podcastov oziroma še najbolj na SoundCloudu ali iTunesih. Ker bo pa danes oddaja malo drugačna in sicer s Primožem bova zelo veliko primerov pokazala v zvezi z Google AdWordsi in veliko jih bo v video obliki, tako da mogoče tisti, ki poslušate podcast, je celo najboljš, da greste na naš Facebook kanal, YouTube ali pa na našo spletno stran in si tam ogledate oddajo in te primere. Ok, Primož, bi kaj za uvod povedal? Ja, nič, pozdravljen še z moje strani. Kot je Nejc dejal, bomo danes kar nekaj primerov pogledali, tako da res predlagam, da si kar video boljš pogledate kot podcast, ker bo bolj razumljivo za vas. Cool, zdaj pa peva kar oddajo, ne? Tako je. In naprej, daj kar povej, in danes še to sem pozabil povedati, boš bolj ti govoril, ker specifično pokrivaš to področje z vidika oglaševanja v agenciji, tako da za začetek daj malo povej, kaj so tiste glavne razlike oziroma kakšni tipi oglaševanja obstajajo na Google AdWordsih. Ja, res je, bom jaz danes malo več govoril. No. V glavnem, v sklopu Google AdWords sistema oziroma oglaševanja poznamo več različnih kanalov in tako, da v bistvu Google AdWords lahko zaokroži celo oglaševalske kampanje in dejansko celovito pokriva oglaševalske kampanje vseh naročnikov več ali manj. No. V glavnem, kanali, ki so tudi verjetno vam najbolj znani, prva je search kampanja oziroma search kanal, to pomeni se pravi iskalni marketing. Tako je. Potem naslednji je display oziroma prikazovalni kanal oziroma marketing, ki vam je tudi verjetno zelo znan, tisti banerski pa te stvari, ki se vam ob straneh na odločenih spletnih straneh prikazujejo, ko browsate, iščete karkoli. Potem naslednji je video, ki je zelo zanimiv recimo z vidika YouTubea, ker je recimo tam največ tega. Potem je še en kanal, ki je specifičen za shopping, za nakupovanje, ki ga v bistvu Google nekako vzpostavlja tudi po celem svetu, ki bo v bistvu neki shopping kanal preko Googlea. Potem ta zadnji pa je še v bistvu kot universal app kanal, ki pa v bistvu služi temu, ki pa služi inštalaciji različnih appov na svoje mobilnike. Tako je, se pravi, če imate vi mobilno aplikacijo, ki jo želite oglaševati, Google omogoča, se pravi preko Google oglaševanja AdWords sistema, lahko ta app brez problema oglašujete. In zakaj je razlika med ostalimi? Zato, ker mobilniki predstavljajo veliko količino prometa, in zato tudi Google temu posveča zelo veliko pozornosti. Ok, zdaj pa mogoče greva malo naprej in poveva vse te razlike med iskalnim, prikaznim in video oglaševanjem na Google. Tako da sva midva razporedila to vse skupaj v par kategorij, od nekih zanimivih dejstev do pozicioniranosti, namena teh oglasov, prednosti in ne nazadnje tudi omejitev. Tako da dajva kar začeti, Primož, pri zanimivih dejstvih. Seveda, recimo eno dejstvo, ki ne vem, če ste ga že slišali, preko iskalnika Google se vsak dan naredi 3,5 milijarde iskanj. To pomeni, da je
3,5 milijarde različnih iskanj, oziroma lahko so tudi isti, potekajo preko iskalnika Google, kar je enormna številka. Potem naslednjo zelo zanimivo dejstvo, ki je pa še posebej pomembno za oglaševalce, pa seveda naročnike, je to, da 75% vseh uporabnikov oziroma iskalcev ne gre naprej kot od prve strani. Tako da pogledajo samo prvo stran, pogledajo, če je kaj zanimivega, verjetno odprejo linke, ne vem, tudi jaz sem v večini primerov tako, razen če kaj res specifičnega iščem, pač poklikam, si na drugih tabih odprem, pogledam, če je to. Sploh ne gremo več na drugo, tretjo, četrto stran, ne vem, zelo slabo obiskano. A veš, kaj pa mene ful presenetilo, ta podatek, ki si ga najdel, in sicer, da je kar 15% vseh iskanj na dnevni ravni novih za Google. Res To mi je bilo res tako wow, ne. Tako da to nam pove, koliko se stvari hitro dogajajo v našem življenju in kako uporabniki tudi lahko z vsakim dnem drugače razmišljajo, dajo drugačne ključne besede not in Google se mora temu skozi prilagajati, oziroma tukaj je še bolj pomembno, da se mi kot oglaševalci, da nismo statični, ampak da je to dinamičen proces, ki se konstantno razvija. Ne? To pomeni, da se tako Google kot mi moramo skozi učiti, pa skozi spremljati, kako te ključne besede potekajo, oziroma kaj je tisto, kar je trenutno najbolj iskano, pa najbolj efektivno. Tako je. Display? Ja, evo, display oziroma prikazovalni marketing oziroma kanal na Googlu. Ena tudi zelo enormna številka, 1 trilijon prikazov display bannerčkov je na mesec. To pomeni, da se jih 1 trilijon prikaže vsak mesec. Pač to je tako, koliko je to, 1000 milijard. Ne me vprašate teh številk. Ok, dajva pogledati še za video. Se pravi, pri videu na YouTubeu je pa kar 1 milijarda aktivnih mesečnih uporabnikov in tudi 1 milijarda oglasov oziroma ur je predvajanih videov na dnevni ravni na YouTube, tako da te številke so zelo velike. Ok, če se pomakneva naprej na pozicioniranost, pri iskalnem marketingu se te oglasi prikazujejo preko Google iskalnika in tukaj je tudi pomemben vidik, v angleščini povedano third party networka, kjer se pravi, če mi obkljukamo v Google AdWordsih, da se, ko mi ključne besede iščemo tudi preko neke tretje strani, kjer imajo oni Google iskalnik, ker to ima kar nekaj spletnih strani. Tudi en primer sva mislim, da najdla in sicer stat.si, če se ne motim, in sva tam upisala ključno besedo in če vi oglašujete po to ključno besedo in obkljukate, da se ta oglas pojavlja tudi na teh third party networku, potem se bo vaš oglas tudi tam prikazal. Tako je. Okay. Res je. Se pravi, če greva naprej za sam displej, pri displeju se oglasi prikazujejo na različnih portalih, spletnih straneh, ki so v Google sistemu. Se pravi, spletne strani, ki so v Googlovem sistemu in so za to zaprosile, potem se v tem networku vsi te bannerji ali dinamični ali statični prikazujejo. Res je, v bistvu je tako, da to celo omrežje display networka je kar veliko, zajema več kot 2 milijona različnih spletnih strani, spletnih podstrani, portalov in zanimivo je tudi to, da v tale display network pade tudi Gmail. Tako da recimo tisti oglasi, ki se vam na vašem Gmailu prikazujejo, so v bistvu tudi del display networka. Pa še ena zanimivost, ko govoriva o display networku, tudi sam reach oziroma doseg display networka je tako neverjeten. V bistvu display network, oglasi preko display networka dosežejo več kot 90% vseh spletnih uporabnikov na svetu. To pomeni, da pač pokriješ skoraj celoten svet. In zato je ful pomembno, da v okviru displeja tudi oglašujemo preko Googla.
Ampak to ne smemo zamenjati za druge oglaševalske kanale, ker moramo vedeti, kaj je prednost, pa bova o tem malo kasneje tudi govorila, pa v kakšnem trenutku to uporabljati, ker ta številka 90% je pa enormna in škoda bi jo bilo zanemariti oziroma tam ne oglaševati. Ne. Če pa zdaj govorimo še o videu, se pa seveda to pojavlja na YouTubeu kot oglasi oziroma in-stream videi itd. In hkrati tudi tako kot pri iskalnem marketingu, na partnerskih straneh. Ok, zdaj pa mogoče še malo več o namenu, če povežeš vsakega teh kanalov. V bistvu tako, kot sam, ne vem, recimo, če začneva kar z iskalnim marketingom, se pri iskalnem dogaja to, da so, ne vem, naši potencialni kupci, naročniki, kakorkoli, dejansko iščejo za neko ključno besedo. To pomeni, da jih ta zadeva že zanima oziroma nekaj že vejo o tem. Tako da je v bistvu namen ta, da dosežemo te naše potencialne stranke in naročnike, ki pa so že zainteresirani za naš izdelek, proizvod. Tako da v bistvu jih probamo pripeljati do nakupa oziroma do konverzije, kakšnakoli to je, ali je to nakup, ali je oddaja maila, ali je telefonska, ali je kontakt, karkoli. Ja, to je ful pomembno, se pravi, te ljudje, ki iščejo preko Googla, so že dlje v nakupnem procesu, so že v neki consideration fazi, v angleščini povedan. Medtem, če se zdaj premaknemo na display igra predvsem dve vlogi, se pravi prikazni oglasi. Ali čisto na začetku nakupnega procesa v fazi zavedanja, ko vi gradite blagovno znamko in delate na brandingu, ali pa potem v drugi fazi oziroma bolj proti koncu, ko je nekdo že obiskal spletno stran in zdaj delamo remarketing, da ga ponovno opomnimo na našo spletno trgovino, na našo spletno stran, ali pa, če je že bil na določenem specifičnem izdelku ali večjih izdelkih, to velja predvsem za spletne trgovine, da prikažemo v obliki dinamičnih oglasov točno tiste izdelke, ker s tem povzročimo lahko večjo stopnjo konverzije, večjo klikabilnost teh oglasov. Tako da za te dve fazi so display prikazni oglasi najboljši. Ja, res je. V bistvu tle display je res tisti, s katerim gradimo brand, pa opominjamo naše naročnike, stranke, da še zmeraj obstajamo oziroma jim pač serviramo tiste proizvode, v katere jih zanimajo. No. Zdaj to tudi mogoče velja takrat, ko je že stranka opravila nakup, pač je že naša stranka, ampak ga še zmeraj lahko retargetiramo z neko posebno ponudbo, ne vem, kot dopolnilna zadeva, ne vem, če kupi fotoaparat, še to lečo mogoče lahko ponudimo za 20%. Temu v angleščini rečemo upsell, se pravi, da delamo še dodaten upsell. Ok, pri videu je pa zelo podobno, se pravi, ali imamo video oglase z vidika zavedanja, se pravi tega brandinga, da opozarjamo spet nase, seveda tudi remarketinga. Je pa video zakaj dober, če ga primerjamo tudi z displejem, ker je lahko malo bolj engaging, bolj interaktiven, več lahko povemo z videjem. In hkrati zelo pomembno, ali kako bi temu rekel, je še nek tak dodaten efekt, ki ga lahko imajo videi, in to so sama vloga izobraževanja. Ali how to, da imamo how to video oziroma da prikažemo celo delovanje našega produkta preko videa na nek zanimiv način, predvsem skozi storytelling. Naprimer, zadnje čase jaz ogromno Grammarly oglasov zasledim na YouTubu in Grammarly oglasi so zelo tak lep primer, ker prikažejo kako deluje ta platforma skozi tako imenovani storytelling oziroma neko zgodbo. In je tako zelo zanimivi oglasi. V bistvu prednost tega video oglaševanja je v bistvu to, da lahko dejansko podamo vsebino na bolj konkreten način, pa seveda vizualno, pa še z glasom oziroma z zvokom zraven, ker v bistvu prikaže tisto ta pravo sliko od izdelka tem našim potencialnim strankam. Tako, zdaj, ko smo šla na Menčes, mislim, da so tudi primernost samih oglasov zelo pokrila. Mogoče bi samo še pri iskalnem marketingu še enkrat malo bolj poudaril to, da iskalni marketing predvsem uporabljamo za prodajo ali pa dvig obiskanosti spletne strani, ampak predvsem v tistem primeru, ko želimo res od uporabnika doseči neko konverzijo. Zaradi tega, ker pri tem so te oglasi najbolj učinkoviti, ker
Fora je tudi v tem, da pri iskalnem marketingu je zelo, zelo velika zasičenost. Ja, absolutno. Predvsem na določenih ključnih besedah, kjer je veliko konkurence. Ne vem, kaj bi zdaj rekel. Dam primer, mogoče gospodinjskih aparatov. Pri gospodinjskih aparatih ali pa nekih IT izdelkih, kot so prenosni računalniki, je konkurenca zelo, zelo velika. In tukaj ponavadi oglašujemo, ko želimo izdelek prodati, oziroma doseči res to konverzijo. Da samo informiramo ljudi, pa iz vidika faze zavedanja je to brez veze delati, ker bi enostavno preveč denarja potrošili in je bolj potem delati na nekem video oglaševanju ali pa displeju. Ja, seveda, pač tle iskalni marketing je pač zelo zasičen, kot si rekel, in tudi cena na klik zelo hitro rastejo. Pa tudi tisti, ki je še en zelo pomemben kazatelj, je pa tudi cena na 1000 prikazov, recimo, se tudi zelo hitro dviguje. Tako da je res, iskalni marketing je res takrat, ko hočemo ljudi prepričati v nakup in hkrati ti naši stranke oziroma kupci že imajo določene informacije, da bodo tudi ta nakup naredili. Drugače res pač ni toliko smiselno. Tako je. V osnovi so cene na klik veliko nižje na displeju in pri video oglaševanju. Enostavno zaradi tega, ker drugo fazo nakupnega procesa pokrivata. Ok, zdaj pa mogoče še kakšno besedo rečeva o samih omejitvah vsakega oglaševanja. Recimo, če kar začneva z iskalnim marketingom, ta prva omejitev, ki jo verjetno kar vsi poznamo več ali manj, je znakovna omejitev, koliko znakov lahko vpišemo v oglas. Sicer zdaj sta 2 headlina že, pa malo več znakov so dali, ampak če zmer smo omejeni, to pomeni, da res moramo premisliti, kakšno bo naše sporočilo in da bo res neko smiselno, jedrnato in da bo provokativno oziroma na ta način, da bo dejansko ta kupec oziroma ta človek, ki išče, da bo dejansko tudi oglas temu primerno nastavljen, da bo šel pogledat in bo tudi kupil. Zelo pomembno je tudi to, da ne navajamo napačnih stvari oziroma napačnih podatkov na te naše iskalne oglase. Ker velikokrat ti tudi Google sam pač predlaga določene keyworde, pač ključne besede, katere bi bilo pametno vključiti, ampak mora pa vsak oglaševalec pač pregledati, a je to smiselno, a se to dejansko prikazuje na naši spletni strani, a to je dejansko kaj prodajamo. Tako da treba pač biti zelo previden tudi tukaj. Jaz bi mogoče še eno tako glavno distinkcijo med vsemi temi tremi naredil, pa lahko potem še dodaš ostale stvari. Je to, da vsaka izmed teh oblik zahteva nek večji vložek strani nas kot oglaševalcev. Mogoče iskalni marketing, mogoče celo najlažje tako narediti, če odmislimo samo raziskavo, ker raziskava je res pomembna pri vseh teh treh področjih oziroma oblikah oglaševanja. Če to odmislimo, je iskalni marketing mogoče še tisti najlažji, ker je vse temelji na besedah, na tekstu. Medtem ko pri displeju moramo narediti banerje, ki so lahko statični, lahko so še malo bolj napredni in so HTML5 ali GIF. Potem imamo pa še video, ki je pa zahteva najglobljo obliko, največ dela, ker je treba zadevo sproducirati, je treba neko smiselno zgodbo imeti. Zdaj tudi zgodbo je treba imeti z vidika banerjev, pa da smo čim bolj kreativni, mogoče bova dala pol tudi kakšen primer, ampak pri videu je moraš res scenarij naštudirati, zadevo posneti, tudi video produkcija je dražja, tako da tudi iz tega vidika se zadeve stopnjujejo. Od iskalnega marketinga, displeja in video, ki je potem najdražji za vse skupaj sproducirati. Je pa tudi zadeva ta, da ko gremo od iskalnega proti video, se tudi recimo interakcija pa te aktivnosti z strani naših potencialnih kupcev večajo v bistvu, večji vpliv lahko naredimo. Je pa definitivno pač cena tudi na koncu pomembna. Cool. Zdaj, ko sva vse pregledala oziroma sva šla čez glavne razlike, pa je najbolj, da si pogledamo še par praktičnih primerov za vsako izmed teh oblik in dajva začeti kar z iskalnim marketingom. Kaj sva tukaj pripravila? Tle sva v bistvu se malo sprehodila po Google iskalniku, tako kot tudi vsi ostali delajo. Not sva recimo upisala kar ključno besedo motorne žage, da sva malo pogledala, kaj se prikazuje in v bistvu kot vidite, so prvi izdelki
več ali manj zmerijo od, ne vem, 3, 4, prvi zadetki so oglasi, potem se pa začnejo organski zadetki. Ne? Pa če gremo čisto do konca spletne strani, oziroma te prve strani se še spodaj zna pojaviti kakšen oglas, ampak to je v bistvu to. Tako da v bistvu tle, kot vidite, ima vsak oglas nek naslov, potem ima URL link, ki ga v bistvu lahko sami oblikujemo. To pomeni, da ne rabi biti dejanski, kot je na spletni strani, ampak ga lahko v bistvu malo preoblikujemo. Prilagajamo s tem, da smo omejeni z določeno količino znakov. Tako je. Potem še opis, ki je tudi omejen seveda z znaki. Potem so še pa dodatni extensioni oziroma neki, kako se temu reče, neki dodatki, add-oni, add-oni, ki jih lahko v bistvu vsak search oziroma vsak iskalni oglas dodamo. Tle se ponavadi dodajajo, kot so, ne vem, lokacija, telefon kot kontakt, kakšni blogi recimo, če jih imamo, pa takšne zadeve, da v bistvu nekako celovito pokažejo našo ponudbo. Ja, malo sem se narobe izrazil, niso add-oni, ampak prav v AdWordsih se temu reče add extensioni, če se ne motim. Ja, res je. Ok, s tem, da mislim, da smo pozabili omeniti, oglasi se pa lahko tudi pokažejo na desni strani. Seveda, ja, sicer pa to ni primer v tem primeru, ki ste ga tudi videli na ekranu. Potem smo pa pogledali tudi, kot smo prej omenjali, za stat.si spletno stran. Tako je, recimo to je Statistični urad Republike Slovenije, ki v bistvu uporablja Googlov iskalnik na svoji spletni strani. To pomeni, da smo kar šla v bistvu na spletno stran njihovo, kliknila na tisto lupco in vpisala not neka splošno ključno besedo, kot je davek. In v bistvu, kot vidite, se tudi prikazujejo najprej oglasi, potem pa dejansko rezultati iz te spletne strani. Tako da to kar veliko spletnih strani uporablja tale Googlov iskalnik, ki v bistvu pol, če iščemo nekaj na takih spletnih straneh, ki v bistvu je res ogromna baza, iščemo, ne vem, mesečno brezposelnost kajkoli, se vtipka not in v bistvu bo Google tudi po relevantnosti poiskal podatke na tej spletni strani. Tako, in tukaj bi še enkrat omenil to, kar sem že prej izpostavil, in sicer vaš oglas se bo tukaj prikazal samo v primeru, da naredite kljukico za oglaševanje na third party networku v okviru iskalnega marketinga. Tako je. Ok, greva zdaj še na display, in sicer sva pripravila primere za statične in dinamične oglase. Tako je, v bistvu bistvena razlika je itak statika, dinamika, tako da pri statičnih oglasih uporabljamo v bistvu sliko, nek bannerček, ki je vnaprej pripravljen, se ne premika, je statičen, v bistvu je to neka background slika, je lahko neki tekst, čez pa neki call to action je to ponavadi. Potem so še pa druga vrsta na displeji, je pa tudi dinamični oglasi, ki so seveda bistveno bolj interaktivni, pa v bistvu bolj padejo v oči, kjer se, ne vem, kakšne barve spreminjajo, tekst se spreminja, slika se spreminja, in ti dinamični oglasi so ponavadi narejeni v HTML5 ali pa GIF-e. Tako da načeloma je to. In pričakujemo lahko, da bodo imeli večjo interakcijo zaradi tega, ker se na teh oglasih nekaj dogaja. Mislim, da si tudi en zelo lep primer golf oglaševanja, se pravi Volkswagen Golf oglaševanja najdel, ker lahko ti na teh dinamičnih oglasih prav interaktivno z njimi se igraš, pod narekovaj, igrica predstavlja zadeve. In to je zelo zanimivo, ker tako oglaševalec potem na nek interaktiven način na licu mesta, ko je oglas na spletni strani, že stopi v interakcijo z blagovno znamko. V bistvu dosti lažje se pritegne pozornost s takimi oglasi, pa tudi bistveno lažje pol se zahteva oziroma pričakuje neka aktivnost strani zainteresiranih iskalcev. Tako. Potem so tleh še kaj pozabila? To je to, ne? To je to z vidika. In zdaj še video oglaševanje na YouTubeu, kaj pa tam poznamo? V bistvu za samo video oglaševanje najbolj prevlada YouTube kanal, kjer pa imamo v bistvu različne tipe teh oglasov. Lahko so oglasi, ki se prikazujejo podobno kot na Google iskalniku, vtipkamo neko ključno besedo in med rezultati je ponavadi na prvem mestu, seveda, če je kdo to ključno besedo zakupil na YouTubeu, se pokaže nek oglas. Mi smo recimo to probali z Forex smo upisali in ta prvi zadetek videa je v bistvu oglas. Potem so pa v bistvu organski rezultati. Tako da recimo to je ena pozicioniranost svojega videa.
Potem naslednja stvar so tisti oglasi, ki jih zelo dobro poznate, ko ne vem, poslušamo muziko ali karkoli na YouTubu in tistih prvih nekaj sekund se začne predvajati oglas, ki pa je skippable, tako da pomeni, to so neki in-stream oglasi, ki trajajo pač neko dolžino imajo, omejeno sicer je, ampak po 5 oziroma 6 sekundah ga pa lahko skipnemo in pač gledamo naprej naše tisto vsebino, ki jo gledamo na YouTubu, s tem, da ti oglasi se lahko tudi pojavijo vmes med videom, pa na koncu videa. Tako, mislim, da, ko si omenil te, ki ključno besedo napišejo, ko se videi spišejo, zelo podobno velja tudi, ko nek video gledamo, se pravi, ne oglaševani video, ampak pač nek video, na katerega smo kliknili na YouTubu, gledamo in se na desni strani nam potem pokaže kot oglas, kot predlog, na podoben način, ko smo vpisali ključno besedo, to je pa glede na to, kako se povezuje s tistim videom in če pač je topika, se navezuje na tisti video, ki ga mi gledamo, nam potem YouTube tudi ponudi oglas oglaševalca. Tako je. Če je smiseln, seveda relevanten, potem se tudi ob desni strani kot nek predlog videa prikaže. Zna se še zgoditi tudi to, kar se je sicer ne trajajo dolgo, je pa tudi še ena ta možnost, da oglasov na YouTubu, ki pa niso skippable, pomeni, da jih ne moramo skipniti oziroma ne moramo počakati, da se oglas odvrti in potem gledamo našo vsebino. Ti oglasi so ponavadi na začetku, lahko se tudi vmes pojavljajo isto kot in-stream oglasi, ampak ne trajajo pa več kot 5 sekund, tako da to je pa zelo pomembno. Tako, mislim, da so s tem prišla do konca današnje oddaje. Zdaj, danes smo naredila čisto en tak splošen pregled med iskalnim, prikaznim in video oglaševanjem. Zdaj, za naslednjič bova pa naredila eno izmed prihodnjih oddaj, bova šla pa še bolj specifično v display prikazno oglaševanje, kjer se bova sprehodila, kako sploh pripraviti kampanjo v AdWordsih za prikazno oglaševanje in potem bova isto naredila tudi za video, medtem ko za iskalni marketing smo pa eno oddajo v preteklosti naredili. Zdaj, mogoče se ne spomnim čisto točno, katera številka je, ampak tam okoli 25 do 35 oddaje, če greš na YouTube, pa malo pogledaš, kje govorimo o iskalnem marketingu in AdWordsih, lahko si hitro ogledaš tudi ta video. Ampak tako kot sem rekel, s Primožem delava na tem, da pripravlja še 2 oddaje na to tematiko, kjer si bova pa bolj specifično ogledala še kako kampanjo postaviti in se tudi sprehodila čez nekaj praktičnih primerov oglaševanja oziroma oglaševalcev, da še vi bolj dobite te taktike, oziroma da boste znali v praksi to vse skupaj narediti. Ta praktičen pristop. Tako, če imaš še kakršnokoli vprašanje za naju oziroma za Primoža, kar napiš spodaj v komentar pod video, bomo z veseljem odgovorili, drugače pa do naslednjič, ko bomo, če se ne motim, gostili enega gosta, naj pa to ostane še majhna skrivnost. Se vidimo naslednjič. Čau. Čau. Why?